Za leto 2023 lahko rečemo, da je bilo to leto, ko so se stvari postavljale na mesta, ki smo jih bili vajeni pred pandemijo COVID-19. Vse je potekalo v sproščenem duhu in nismo občutili strahu, da bodo zadeve nerealizirane oziroma prekinjene. Kot je že ustaljeno, se leto za turistično društvo Dobova prične z mednarodnim pustnim karnevalom Fašjenk Dobova. Tokrat je bil že 25. po vrsti. Dobova je bila odeta v raznobarvne trakove, izobesile so se fašjenkove zastavice in s tem so se pričela dogajanja. Prevzem oblasti na občini Brežice so ob delegaciji s fašjenkovo županjo popestrili Kosci in Obrški Prutarji. Na obisk so prišli kuranti iz Hajdine. Na pustno soboto se je nadaljevalo pustno rajanje v dvorani kulturnega doma v Dobovi. Na pustni torek so se veselili otroci vrtca Najdi Hojca in osnovne šole ob Vragolijah bratov Malek. Na soboto po pustu je sledila povorka mask, tokrat po ulicah Dobove, saj je za izvedbo celotne trase izločb preprečil dež. Kljub temu so se povorke udeležile številne domače in gostujoče skupine. Se pravi, to je bila prva prireditev v letu 2023 iz sklopa prireditev. Naslednja prireditev je bila kulinarični izzivi in pa v mesecu oktobru, ker smo tudi morali predstavljati kulinarične izzive zaradi vremena. In pa potem še Dobova se predstavi 30. oktobra. To je pa tudi tradicionalna prireditev, ki jo izvedemo vsako leto na 30. oktobra, ko se predstavijo kulturna in pa tudi ostala društva, posamezniki, učenci osnovne šole, doktorja Jožeta Toporišiča iz Dobove in pa posamezniki. Na društveni dejavnosti smo pa bili kar dejavni in sicer pričeli smo s čistilnimi akcijami. Prva je bila že organizirana takoj po zaključenem mednarodnem karnevalu, kajti takrat se moramo soočati tudi s smetmi in pa potem nekje do 22. aprila so se izvedle vse čistilne akcije. Zbor članov smo v letu 2023 izvedli 31. marca. Svoje člane smo povabili in odpeljali na srečanje obvodnih krajev. Slednje je bilo organizirano v organizaciji Turistične zveze Slovenije in pa Turističnega društva Solkansa. Je srečanje potekalo v Solkanu. Pričeli smo tudi nekje z aprilom s projektom Moja dežela lepa in gostoljubna, ko smo za vse vasi nabavili cvetje za zasaditev javnih površin, okolice oziroma gasilskih domov in pa ostalih objektov oziroma objektov širšega pomena, no, tako. Potem smo bili gosti oziroma vabljeni na veteranski rokometni turnir, ki se je lani v mesecu maju odvijal v Dobovi. Tu so članice turističnega društva pač poskrbele za promocijo društva in pa ponudbo na stojnici, predvsem s sladko-slanimi dobrotami, za katere nas je prosilo veteransko rokometno društvo iz Dobove. Sodelovali smo tudi na dnevu kruha, vina in salam. V mestnem jedru je bilo srečanje oziroma dogodek, ki pa ga je žal prekinil dež, tako da smo mogli kar hitro zaključiti s to prireditvijo. Potem ustvarjalne delavnice v Dobovi so bile lansko leto kar zelo dobro obiskane in pa kar veliko smo jih oddelali za otroke, s tem, da smo začeli s 3-dnevnim poletnim taborom v začetku julija in pa potem nadaljevali z jesenskimi delavnicami vse do novega leta, ko smo zaključili z obiskom Božička in pa tudi razdelitvijo daril za otroke. Da
je bilo naše tudi na mednarodnem področju udejstvovanje tudi kar pestro, so poskrbele tudi ekipe oziroma skupine, ki so se udeležile, oziroma ena se je udeležila mednarodnega karnevala v Vrnjački banji v sredini julija. Potem se je tudi naša ekipa ponovno udeležila svetovnega festivala praženega krompirja, ki je lani potekal v Bovcu. Da smo tudi ob svetovnem dnevu turizma v mesecu septembru se nekako vključili v ta dogajanja in pa v sklopu Občinske turistične zveze Brežice tudi naše člane popeljali na strokovno ekskurzijo, potem na podelitev priznanj Moja dežela lepa in gostoljubna, kar je v tej smo, kar se nekako Dobovska krajevna skupnost s svojim vasjo, s krajem in pa osnovno šolo v 3 različnih kategorijah uvrstila na 3. mesto. Potem moramo reči, da smo oktobra sodelovali tudi na županovem golažu v Brežicah, pri vodovodnem stolpu in pa nekako smo poskrbeli za vse stvari, ki smo jih morali tekom leta. To so bili javni razpisi pri občini Brežice, ki je tudi naš glavni sofinancer za našo dejavnost, saj skoraj polovico sredstev je pridobljenih iz javnih razpisov na občini Brežice, potem javni razpis pri Turistični zvezi Slovenije, da se z ostalimi nekako financiramo delno tudi s članarino in pa tudi s prostovoljnimi prispevki. In pa za zaključek moram reči, da edina zadeva, ki pa se v lanskem letu nismo lotili, to so inovativni turistični projekti, ki smo jih nekako izpustili, zato se na ta razpis pri občini Brežice tudi nismo prijavili, imamo pa načrte za v bodoče. In če preidem nekako tudi na plan za leto 2024, za nami je že 26. mednarodni pustni karneval, potem smo izvedli, zdaj smo v fazi, ko smo oddali vsa poročila na AJPES in pa FURS in pa z izvedbo zbora članov, kjer sprejemamo tudi nekako plan, ki smo ga predhodno že v mesecu januarju na upravnem odboru pripravili in pa sprejemamo za delo v leto 2024, ki bo potekalo spet po naših planskih postavkah. Kot sem že povedala, Fašenk je za nami, v letošnjem letu se bosta prireditvi tudi kulinarični izzivi in pa Dobova se predstavi. Na društvenem področju smo v fazi že, ko smo pač pri ponudniku cvetja in pa ostalih cvetja, grmičev in tega podobnega za zasaditev javnih površin že oddali naročilnico. Zdaj je na vaseh, da se odločijo s kakšno zasaditvijo bojo pričeli. Potem nadaljujemo tudi s ocenjevanjem urejenosti vasi v sklopu projekta Moja dežela lepa in gostoljubna. Maja sodelujemo tudi na mednarodnem veteranskem turnirju v Dobovi na podoben način kot v lanskem letu. Za 14. junija nas že čaka na grajskem dvorišču dan kruha, vina in salam. Srečanja obvodnih krajev, tokrat v Murski Soboti 1. junija. Skupina se bo udeležila spet mednarodnega karnevala v Vrnjački banji. Zainteresirani smo tudi, da gremo na svetovni festival praženega krompirja, tokrat na Rijeko. Ob svetovnem dnevu turizma se bomo tudi vključili v aktivnosti, ki bodo v letošnjem letu aktualne, in to je pa tudi za nas en izziv, saj je letos nekako
izvedba oziroma umestitev gozdnih knjižnic v prostor, zato že razmišljamo, da bi šli v to akcijo kot inovativni turistični projekt, se prijavili na razpis in pa tudi naredili te knjižnice v gozdnem okolju. Moj predlog je, da probamo v vsaki vasi zagotoviti eno manjšo knjižnico, kakšna bo pa realizacija na koncu, bomo pa videli jeseni. Tako bomo že nekako tudi zakorakali v jesenski del, z Dobovo se predstavi, mladinske delavnice bomo izvajali oziroma smo že pričeli z velikonočno, smo izvedli. Potem naprej sledi hortikulturna 3-dnevni poletni tabor v mesecu juliju in pa potem delavnice jeseni, ko bomo izdelovali adventne venčke, novoletne voščilnice, razne okraske in na koncu z obiskom Božička ter nekako zaključek leta, ko bomo morali konec novembra oddati tudi vsa poročila in pa tako finančna, kakor tudi opisna o našem delu v tekočem letu.